Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera, veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 10. april 2025. Moje ime je Matijas Tepišnik. Kaj kažejo mariborski podatki vpisov v srednje šole? Za katere poklice in programe je največ zanimanja? Kako bo na ameriške carine odgovorila Evropska unija? Bo udarila nazaj in kako? Stečaj mariborske livarne. Koliko je priznanih terjatev, koliko ljudi še dela v proizvodnji? So se že pojavili kakšni kupci? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Na dobrih 26,000 razpisanih prostih mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je do 2. aprila prijavilo skupaj 23,933 kandidatov. Rok za prijavo je potekel 2. aprila. Mesta so na voljo še na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi gimnazijskih, so sporočili z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Dodali so še, da stanje prijavljenih kandidatov za šolsko leto 2025-2026 ne odstopa od prejšnjih let. Tudi letos se po navedbah ministrstva nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis programe nižjega poklicnega izobraževanja. Naša novinarka Barbara Bradač je spremljala vpis, pomemben in lahko tudi stresen mejnik v življenju vsakega otroka. Barbara, zdravo. Posebej nas seveda zanima stanje v Mariboru. Kakšne so tvoje ugotovitve? Pozdravljeni. V Mariboru je razpisanih 3250 srednješolskih mest, a prijav je na nekatere programe že zdaj skoraj toliko, da bodo nekatere šole skoraj zagotovo uvedle omejitev vpisa. Za ta mesta, 3250, jih se poteguje okrog 3000 mladih. Za katere srednješolske programe je največ zanimanja? Torej, za katere poklice in programe interes nekako, kar opažaš, opazno raste? Mladi si želijo postati elektrotehniki, računalnikarji, tehniki računalništva, frizerji, bolničarji, kozmetični tehniki, medicinske sestre in bratje. To je kar tradicionalno. Ekonomski tehniki si želijo postati, pa tudi avtokaroseristi, avtoserviserji, inštalaterji strojnih inštalacij. Tudi gimnazijski programi so na 3 mariborskih gimnazijah polno zasedeni, le prva gimnazija ima še nekaj prostih mest. Ali za katere programe praktično ni zanimanja oziroma imajo velike težave, da sploh obstanejo? Ja, recimo program cvetličar na Biotehniški šoli Maribor, za tega je le 1 prijava, za mesarja 9, za pekale 7, dimnikarja bi bila le 2 devetošolca, tesar prav tako le 1, zelo slabo kaže tudi orodjarjem, trgovcem, oblikovalcem kovin, oblikovalcem oblačil, zidarjem in tako naprej. Ok, zanimivi podatki, lahko iz njih razberemo kaj širšega, da se denimo že dramatično spreminja seznam poklicev, ki naj bi prosperirali v neki digitalni prihodnosti? Lahko je tudi tako, ampak moje mnenje je, da se tukaj nekako bolj kaže vrednostni sistem mladih, ki se vsekakor spreminja, recimo napram vrednostnega sistemu, takrat, ko sva se midva odločala, ko nam je bilo pomembno dobiti zaposlitev za nedoločen čas in pač neko plačilo. Sedaj si pač mladi želijo tako več prostega časa, kot tudi ustrezno plačano delo. Temu pritrjuje tudi direktor in ravnatelj srednje strojne šole Aleš Smole, zakaj recimo mladi ne želijo postati orodjarji ali pa mehatroniki, operaterji, pa čeprav jih prav delodajalci iščejo. Pravi, da en razlog je verjetno razlaga o tem poklicu iz preteklosti, drug pa vsekakor precej slabše plačano delo v Sloveniji. Dodaten faktor, Barbara, na prehodu v srednjo šolo je spet nacionalno preverjanje znanja, a okoli njega ni popolnega strinjanja in prenovljeni sistem vpisa ni brez kritik. Kakšno je tukaj tvoje mnenje? Gre vsekakor za izjemno stresno obdobje v življenju mladega človeka, čeprav je stres res del vsakdanjega življenja, pa vendar zelo omejuje. Pri nekaterim bo omejil vpis na tisto šolo, kjer bi morda lahko prosperirali v življenju. Odpisali so že mladi, sedaj čakajo na rezultate. NPZ je bil uveden na hitro, kar naenkrat je bil uveden za devetošolce.
Tako, ker se ti rezultati še čakajo, ni še vse jasno in dokončno glede vpisa ocene, torej 7. 8. razred so že znane. Rezultati NPZ bodo konec aprila, predvidoma 22. Takrat bodo tudi šole, ali pa vse nekatere šole, objavile razvrstitev vpisanih po točkah in takrat bo otrokom malo bolj jasno, kam so uvrščeni. To se tiče predvsem tistih, kjer seveda bo predvidoma omejitev vpisa. In do 6. maja še lahko prenesejo prijavnico na drugo šolo, ukolikor preračunajo, da jim recimo ne bo uspelo na prvo prijavo. Okay, pomembni podatki. Pišeš pa še o eni šolski temi, namreč o gradnji novega centra za sluh in govor ter športne dvorane za srednje šole v parku mladih. To je največja investicija v vzgojo in izobraževanje v zadnjih 3 desetletij v Mariboru. Kaj bo prinesla? Ja, prinesla bo dolgo in težko pričakovano ter nujno novogradnjo za center za sluh in govor. Zanjo je v državnem proračunu predvidenih skoraj 23 milijonov evrov. Trenutno se izdeluje podroben občinski prostorski načrt. Začetek gradnje ima datum, predviden je čez dobro leto in pol, torej v letu 2027. Ampak tu je en kavelj, nujno potrebne športne dvorane za dijake srednje šole za oblikovanje in izobraževalnega centra Piramida še ne bo. Zakaj? Preberite Večero in na večer.com. Hvala lepa, Barbara, za ta pojasnila. Upajmo seveda, da bo ta investicija končana v rokih in brez številnih aneksov. Še več o šolskih temah pa se lahko naučite na Večeru, digitalnem in tiskanem. Gremo k razpitim ameriškim carinam. Evropska unija bo udarila tako, da bo najbolj bolelo Trumpove privržence, poroča Politico. Poglejmo podrobno. Potem, ko so za okoli 60 držav in Evropsko unijo začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v Združene države Amerike, članice unije odločajo o prvem naboru protiukrepov. Ta je vezan še na 25% dodatne carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel sredi marca. Trump je dodatne carine na uvoz blaga v Združene države Amerike uvedel za izbrano skupino zunaj trgovinskih partneric, ki po prepričanju njegove administracije v zunanji trgovini najbolj izkoriščajo ZDA. Za EU bo stopnja dodatnih carin po novem 20%. Stališče EU, kakšni naj bodo protiukrepi evropskih držav, sicer niso enotna. Med možnimi ukrepi naj bi bila tudi uvedba carin na ameriške tehnološke storitve, kar bi močno prizadelo podjetja, kot so Google, Meta, Apple in druga visokotehnološka podjetja onkraj luže. Osrednji bilten bruselskega mehurčka Politico poroča, da naj bi Evropska unija pripravila kreativen odgovor na carine. Po poročanju Politika bo ciljana proizvodnja v tako imenovanih rdečih zveznih državah, kjer ima Trump največ privržencev. Prva tarča evropskih povračilnih ukrepov bo soja, pridelek, ki je zelo pomemben za republikanske zvezne države. Tarče evropskih protiukrepov naj bi bili tudi govedina iz Kansasa in Nebraske, perutnina iz Louisiane, avtomobilski deli iz Michigana, cigarete iz Floride in leseni izdelki iz Severne Karoline, George ter Alabame. Nadaljujejo pa se tudi pretresi na kapitalskih trgih. Analitiki Lirike Lojze Kozole ob tem pravi, da se vlagatelji v takšnem okolju sprašujejo, kam preusmeriti sredstva, ali ostati na trgu ali se umakniti na varno. Ena izmed pogostih strategij je usmeritev k defenzivnim sektorjem, torej panogam, ki so manj občutljive na gospodarska nihanja. To so zdravstvo, prehrambena industrija, telekomunikacije in komunalne storitve. Vendar pa tudi ta strategija ni brez pasti. Več o tem pa Večero in na večer.com. Zavijamo še k domačim gospodarskim temam. Katarina Benedik, stečajna upraviteljica Mariborske livarne Maribor v stečaju, je te dni objavila 180 strani dolg spisek terjatev. Teh je, kot je pojasnila, skupaj za 43,5 milijona evrov. Po zakonodaji obsegajo tudi 18,5 milijona evrov terjatev zavarovanih s hipotekami. Teh upniki niso prijavili, ker več ne obstojijo. Priznanih terjatev je 16,3 milijona, prerekanih pa 27,2 milijona evrov. Katarina Benedik pravi, da je v MLM v stečaju zaposlenih še 26 ljudi. Proizvodnja pa naj bi tekla do 20. aprila.
Naš novinar Srečko Klapš se je ukvarjal še s vprašanjem, kdaj lahko pričakujemo odločitev o prodaji podjetja Mariborska livarna Maribor in ali so se že pojavili kakšni kupci. Prav tako pišemo o tem, kakšna je trenutna likvidacijska vrednost nepremičnin in opreme Mariborske livarne in kaj je bilo v sklopu unovčevanja stečajne mase že prodano. To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 10. aprila 2025. Z vami sem bil Matijas Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.